To je moja muzika. Aleks Cvetkov, živijo. Živijo. Se bova tikala. Ja, itak. Danes v Ljubljani, sicer pa kje? V Kopru. Koliko časa zdaj? Dobra 3 leta. Kako je? V bistvu se mi zdi, kot da je bilo 2019 lani. S to korono in vse, niti ne vem, kaj mi šel ta čas. Drugač cool, jaz sem red bolj na easy, morje. Čez dober teden, pa že nekje čez mejo zaradi projekta? Ja, v Zagrebu v bistvu snemamo eno serijo, Hotel Portofino, ampak kakor koordinator za kaskaderske prizore. Zdaj zadnje 2-3 leta, odkar sem tle, sem prevzel tudi malo očetovskega posla, da mi kaj prepusti, ne? Znanje režije mi tudi ful pomaga in polčeni avtorskih projektov delam, kakor koordinator ali pa second unit režiser. Še kaj kot kaskader sam? Ne, to ne. Definitivno za hobi. Sem ljubitelj ekstremnih športov, od motorja do kolesa, do surfa, skejta, vsega. Ampak profesionalno pa ne. A živite kaskaderi kaj drugače kot mi? Recimo se vam zdi, da mogoče lažje vozite avto pa telefonirate zraven ali pa ne vem. To ni cool, ne? Mislim, da ni cool. Po moje je isto, no. Imamo že tak stil življenja, ker od mičkanga smo, ne vem, skakali iz višine v morje, smo vozili motorje, vedno smo imeli nek dirkaški nagon, kdo bo prej, kdo bo to. Ampak jaz osebno na cesti sem kar umirjen voznik, no, nikoli ne pretiravam, ker včasih še moj tata, ki se vozi zraven, je kar živčen, ne. Ampak ne, jaz grem za vikend, dam motor v kombi in se zdivjam. Na cesti sem pa miren. Da sem jaz slabo izpadla. Ok, glede na to, da je to glasbena oddaja, se deva zdaj malo osredotočiti na tvoje DJ-jevske dni. Mislim, glede na glasbeni zbor, ki je zelo rockovski. Jaz imam ful enih zvrsti. Sem po duši rocker, to mi noben ne more vzeti, to imam verjetno tudi po mami. Rock mi je bil vedno muzika za poslušati. Elektronika mi je bila vedno muzika za v klub. Ko da nisem pa nikoli elektronike poslušal v avtu, ko sem se vozil, naprimer. Sem poslušal elektroniko, ko sem zbiral komade, ko sem iskal komade, pa si pripravljal set za špil, pa pol klub, the best. Ampak ko je pa moj čas, je pa definitivno rock. Tvoja sestra, Tjaša Perko, starejša, koliko je vplivala na tvoj glasbeni okus? Samo ona je krivec, da sem jaz rad DJ, ne? Ja, definitivno, Tjaša je bila rejverka. Ja, ne, se so oba, tako da ona me je predstavljala v ta svet elektronske glasbe in vsega, ne. Kje si vrtel, ko ti je najbolj ostalo v spominu? Ja, definitivno Ambasada Gavioli, ne. Ambasada Gavioli sem imel to srečo, da sem bil rezident 4 leta z čudovito ekipo. Poznal sem ful enih artistov, ful enih ljudi, klub je itak magičen sam po sebi, tako da Ambasada Gavioli kaj ni več, ne. In marsičesa drugega ni, ne? Dejansko zdaj je kar slaba ta klubska scena. Ja, mislim, da je vse malo shiftanlo, no, pa tudi vse je ratalo tako dostopno, da res lahko danes vsak dela vse, tudi, ne vem, pri filmu, režiji, tiskamo željo, vzame telefon, lahko posname, vsi smo lahko vse, ne, in potem se je to, mislim, da malo razgubilo in je ful bolj ratalo popularno, kar je pravilno, kakšni live acti. Mislim, da spet bendi prihajajo malo nazaj, koncerti. Jaz še zmer mislim, da klubska muzika je za v klub, kakor je K4, kakor je Ambasada Gavioli. Ambasada Gavioli je že na limitu. Vse te arene, festivale, jaz bi to dal glasbenike, ne? Live acte, bende, tako. Bi pustil v elektroniko, underground. DJ, ti se nisi odločil za ta poklic? Ne. Zakaj ne? Ne vem, prva stvar, jaz sem itak bil v filmu od mičkanga, že zaradi družine, ko smo odvedno filmu od 3. leta, kaskaderstvo, pa pol naprej, doma imamo tudi produkcijo, tako da mi film ni bil nobena tuja stvar. Muziko sem si jaz izbral sam, je bila to neka moja samostojna pot. Ne moram reči, da mi ni ratalo, mi je kar ratalo, sem vrtel po celi Sloveniji, sem vrtel po Evropi, tudi potem, ko sem se preselil v LA, sem tam imel par špilov, sem izdal, mislim, da okrog 20 komadov, ni da ni, ne. Ampak potem sem si rekel, tam par 20, rekel sem se odločil za faks, bi jaz to delal, a ne bi. Jaz sem tudi se privatne ure vzel, par Tomi Deklerku, tako da mi je ful glasbene produkcije razložil in brez njega verjetno ne bi vedel, kar vem. Sem rekel, zdaj, da bi šel v šolo za glasbo, kaj bom v klubu do 50, 60, muzika mi je meni vse, ne, ampak sem malo tako pogledal,
filmu sem bil vedno me je zanimala umetnost, ker film, muzika, na koncu je isto, samo različno izražanje, ne. In to je bilo tako, grem študirati režijo in sem šel. In se v enem trenutku niti še nisem zavedal dobro, kaj sem se odločil. Ko sem prišel tja, se rekel, ne. Zakaj? In potem sem se zaljubil v film. Okay. Ampak mislim, da baluna stvar je bila, jaz sem ful hotel iti, jaz sem samo hotel iti. Jaz nisem hotel biti tle. Sem hotel nove izkušnje, nove kulture, nove ljudi, nekaj novega. Hotel sem narediti nek clean slate. In koliko si imel časa, poleg študija, živeti življenje LA? Nič, ful malo, ker jaz sem šel v bistvu 4-letni študij strnjen v 3 leta, tako da sem se odpovedal vsem spring breakom, summer breakom, vsem tem žurerskim momentom in sem rekel, ta 3 leta stisno, ne, da tudi pač stroškovno je dosti lažje. In smo imeli od ponedeljka do petka predavanja, od 9 zjutraj do 7 zvečer in sobota, nedelja praksa snemanja univerze. Tako da jaz sem v 3 letih bil del več kot 100 projektov. In tako, 3 mesece, en teden frej med semestri, 3 mesece, en teden frej, 9krat. In pa je bilo to. Si snimal kakšne videospote? Sem, ja. Mislim, nazadnje sva naredila ful lep videospot za Katarino Čas, sicer res z minimalno budžeta in prijateljska stvar, ampak sem ful ponosen, ker sva dokazala, da lahko sama narediva vse, če pač je volja in srce. Naredili smo pred kratkim videospot z mojim sošolcem iz faksa, Gabriele Fabro, on je iz Milana, sva se spoznala v LA-ju in nama je šola dala zadelati za Desert Sessions. To je ustanovil ta Josh Homme od Queens of the Stone Age. Smo dobili ta videospot in smo ga naredili v bistvu na Škofijah na meji in je tudi zdaj, po 2 letih, smo dobili nominacijo na Rain Dance v Londonu, kar je čisto hudo. Tako da to je tudi največji dosežek. Jaz sem ga sicer produciral pa snemal, Gabriele ga je pa napisal pa zrežiral, ker je res zelo talentiran fant in je lepo delati s takimi. To najbolj pogrešam, no. Ker si spoznal, z celega sveta so prišli ljudje z jasnim ciljem in srcem do filma in ko je to ekipa 20 ljudi z isto željo, res pridejo lepe ideje ven, pa nič ni težko, ne. Greva zdaj k prvi skladbi, ki si jo izbral. The Cult. Katera skladba? She Sells Sanctuary, kjera, se sem ena prava, ne? Ne, zakaj? The Cult, to meni predstavlja LA, naprimer, to meni predstavlja najlepši del mojega življenja do zdaj, plus ta komad me spominja na surfanje, ta komad mi je tudi predstavil, v bistvu pa so ga ful skupaj poslušala z enim prijateljem, njegovo ime je Billy. Jaz, ko sem šel v LA, sem bil praktično sama, ne. On je bil lastnik enega podjetja, ki je delal superge pa oblačila. Jaz sem na nek način za njega delal med šolo, sliko, snemal, vse ta nek PR material. In ful sva surfala. In vsakič, ko sva za vikend šla na nek spot, sva dala ta komad in to je bil moj LA. To je moja muska. Torej, leta 2018 si svojim diplomskim delom opozarjal, kaj prinaša novodobna tehnologija, Scout. Kaj pa zdaj 4 leta kasneje? Kaj si misliš o tem? O tem o filmu? Ne, o tem, kaj se dogaja. Ja, po mojem nismo tako napačno napisali, ne? Definitivno ne. Kakšni dialogi so bili malo cheesy, ampak to bi spremenil. Kar se tiče teme, pa mislim, da gre v to smer. Kar kako me nikoli. vidiš tudi mlajše generacije res zalepljene na telefone? Ja, ful, vse smo tudi mi, se tudi jaz Seveda, sebe kdaj opazam, ne vem, kaj štrkam, gledam, pa se kar znajdem na enem profilu, pa se čujem, Aleks, mahalo, kaj delaš? Te potegne, res te potegne. Ima svoje prednosti in ima svoje slabosti. Meni je ful fajn, da imamo vsa ta socialna omrežja, da imam ljudi po svetu, jaz sem tudi človek, ki se ne rabam klicart, ko pogledam, pa vidim, kaj delajo, vidim, da so srečni, zdravi in je super. Po drugi strani je pa res zasvoljivo, ne? In malo tudi meni podpira našo lenobo, a ne? In ti daje neko momentalno zadovoljstvo, kakor da si del družbe, v bistvu pa nisi, ne? Je vse, ne vem, kam to pelje, res ne vem, kam to pelje. Je scary, malo je scary. Mogoče še kakšen film na to tematiko? Zdaj nisem, zdaj sem končal film v Makedoniji, je v bistvu totalna kontra, je socialna drama.
govori o Makedoncih, ki niso del Evropske unije in vzimajo bolgarski pasuš, da ne rabijo delovnega dovoljenja v Evropi in grejo nekako z evropskimi sanjami. Je baziran na karakterju, tako da upam, da se bo vsak z nekega juga lahko najdu notri, je srednjemetražni. Zdaj pa pripravljam celo večerca. Gre pa bolj na ta nek monopol podjetij, pa kako ljudje verjamemo, da imamo izbiro, nek freedom of choice, ampak v bistvu je nimamo, ne, z nekim entertainmentom nam da, nas tako malo zmanipulirajo na uno stran, ko oni hočejo, ne. Čeprav nam pokažejo obe, samo oni vejo, kjer bomo zavili. Druga skladba? Druga skladba je pa all time favorite, The Verve, Bittersweet Symphony. Ne vem zakaj, odvedno ta album, cel album mi je bil the best, The Verve so mi the best. Mi je žal, da so imeli uno tožbico z Rolling Stonesi, pa so jih pol uničili, ker mislim, da bi bil band, ki je imel še ful za pokazati, ne, ampak zgleda, so se malo konkurence ustrašili, ne, čeprav ima tudi Rolling Stones ful rad. Ne vem, ta komad ima vse, ta melos njegov me odpelje in pelje. In ga lahko poslušam in vokal od, kaj je Richard Ashcroft, je wow, a ne. Če bi bil Babe, bi imel poster njegov. A imaš kakšen drug poster? Nima. To je moja muzika. Kakšno vlogo ima glasba na snemanjih? Ko poslušaš komad, greš lahko kamor hočeš, ne, zapreš oči in komad te odpelje. Mene en komad nekam, tebe nekam. Sploh mene, ki sem vizualni človek in takoj vidim sliko. Tako tudi, ko pišem scenarij, pišem ob muziki. In tudi, ko delam z igralci na setu, delam z muziko, tako da za vsako sceno jim pripravim playlisto, kako bi rad glede na komad, da se ta scena čuti. In naredim playliste, jim šeram playlisto na Spotify, in pol oni lahko poslušajo in pol skupaj vemo, v kakšnem modu smo. Zdaj na zadnje sem imel tudi muziko na setu, sploh za kakšne MOS sekvence, sekvence brez zvoka. Imam vedno Bluetooth zvočnik in delam po muziki. Ja, ostala nama je še domača skladba. Koliko spremljaš domačo glasbeno sceno? Sploh glede na izbor, tvoj glasbeni izbor, ki je starejše narave. Se vem, da to ni cool, res bi mogel več, ampak zdaj zadnje čase res ne spremljam dosti. Mogoče tudi povezano s tem, da me dejansko ni bilo. 4 leta sem bil tam, ne, in si nekako diskonektan, kar ni izgovor, še zmeraj imamo internet in lahko najdemo, ne, ampak kaj sem? Nisem nikoli neki poslušal slovenske glasbe, razen Bigfoot Mama, Let Severa, ki je tudi tretji komad, ne, in mi je najljubši. Šankrok, Siddharta, pa tako, ne, to sem. Ok, za konec, težko si izbral 3 skladbe, deva za konec še 3 filme. Prav si mogla. Valjda, ker si mi rekel, da ne smem. 3 filme, če bi mogel zbrati 3 filme. 2001 Space Odyssey od Kubricka, definitivno. Če odzameva eno klasiko Sunset Boulevard, Billy Wilderja, zelo lep film, perfekten film. Pa mora biti en zabaven, ne? Pulp Fiction. Aleks Cvetko, najlepša hvala. Hvala tebi. To je moja muzika.